Znanstveno-kritična izdaja Schönlebnove drame Heresis fulminata je išla v zbirki zbranih del, in sicer kot 294. knjiga in kot 4. knjiga v podzbirki dela starejšega slovenskega slovstva. Izdajo sva uredila in opremila znanstvenim aparatom skupaj z dr. Branetom Senegačnikom. Njegova zasluga je tudi prevod drame v slovenščino. Izdaja pa prinaša edino doslej znano ohranjeno Schönlebnovo latinsko dramo Heresis fulminata, ki je bila maja leta 1651 uprizorjena v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Rokopis drame je dolgo časa veljal za izgubljenega. Junija 2013 pa sem ga nepričakovano našla v nepopisanem delu arhiva družine Auersperg na Dunaju. Tako samo besedilo drame, kot tudi ohranjeni arhivski viri o njej pričajo, da je šlo za velikopotezno uprizoritev, ki je prikazala pestro religiozno politično dogajanje na prehodu iz 5. v 6. stoletje na dvoru v Bizancu in ga povezala s tedanjo polpreteklo zgodovino dežele Kranjske. Drama opisuje zvijačni vzpon Anastazija na prestol vzhodnega rimskega cesarstva. Ker je zgodba zelo pestra, razgibana, bi omenila samo glavne motive, iz katerih je spletena dramska zgodba. V ospredju so Anastazijevo pospetništvo, Zenonovo pijančevanje in nesposobnost za vladanje ter Ariadnina zaljubljenost v Anastazija, ki mu je pomagala Anastazijo, da je prišel lažje na dvor, na prestol oziroma da se je iznebil cesarja Zenona. V drugem delu drame pa izstopata predvsem Anastazijevo krivoverstvo ter okrutnosti, ki so ga privedle do neslavnega konca. Njegovo zemeljsko pot je končal udar strele, Božje sodišče pa ga je potem pahnilo še v večno pogubo. Schönleben se je z dramo poklonil slavi Auerspergov in deželi Kranjski kot zmagovalki nad luteransko herezijo. Knjižna izdaja vzporedno prikazuje latinsko besedilo drame in prevod v slovenščino. Sledijo posebej opombe k prepisu latinskega besedila in posebej k prevodu ter obsežne spremne znanstvene študije. Med samo besedilo drame pa smo umestili tudi 12 strani faksimilov, s katerimi želimo opozoriti na glavne zunanje oblikovne značilnosti drame. Izdaja drame Heresis fulminata je pomembna, ker predstavlja prvo izdajo jezuitskega dramskega besedila pri nas in ker ta drama zgovorno odslikava tako rekoč vse temeljne značilnosti jezuitske redovne dramatike. Z izdajo želimo poudariti, da je jezuitsko gledališče v Ljubljani zaradi relativno dolgega obstoja, več kot 170 let, in zaradi rednih in javnih predstav odločilno prispevalo k gledališkemu in splošnemu kulturnemu razvoju kranjske dežele. Izdaja predstavlja tudi prvi konkretnejši poskus umestitve dramske dejavnosti jezuitskega kolegija v Ljubljani v širši evropski kontekst. Sama pa v prevodu drame vidim tudi obilo možnosti za poskus vsaj delne oživitve več kot 370 let starega besedila na sodobnem slovenskem gledališkem odru. Mislim, da je izdaja te knjige, pa tudi izsledki raziskovanja kolegice Želak-Trojer, da prinašajo kar nekaj dejstev, ki so zelo pomembna, če ne skoraj temeljna za spremembo predstave o zgodovini gledališča v slovenskem prostoru, pa tudi širše. Zlasti zato, ker je pravzaprav tisto, po čemer ali literatura ali gledališče lahko najbolje spoznamo, seveda stik z predstavo, če pa ni predstave, pa besedilo samo. Jezuitsko gledališče je bilo seveda fenomen, ki je bil razprostranjen po celi Evropi, pa tudi daleč izven meja Evrope in je zelo močno vplivalo na koncepte, na predstave o tem, kaj gledališče sploh je, v bistvu na kulturo gledališča v svojem času.
Zato je takšno odkritje pravzaprav nekaj, kar presega pomen, po mojem mišljenju, čisto samo ozko slovenskega prostora, še posebej iz tega razloga, ker so jezuitske drame bile namenjene uprizoritvam, predstavam in so se besedila redko zapisovala in hranila v knjižnicah jezuitskih kolegijev ali kje druge, in seveda je ta najdba res bila naključje v dveh pogledih. Najprej, da se je sploh ohranila v knjižnici Auerspergu in seveda potem, da jo je kolegica našla. Jezuitskih dram je nastajalo širom sveta ogromno, izredno malo pa se je od njih ohranilo zapisanega. V tem pogledu je pravzaprav ta fenomen malce analogen antični dramatiki, za katero tudi vemo, da je bila produkcija seveda zelo obsežna, ogromna, ohranilo se nam je pa bore malo. Torej, zelo redka besedila iz tega jezuitskega gledališča so ohranjena in to je sedaj eno od njih. Kar se pa tiče torej izdaje same besedila, dela z besedilom je pač tako, da je vsako prevajanje, ki gre neposredno iz rokopisa, seveda zahtevno tudi v redakcijskem smislu, ker je treba besedilo na nek način, kaj ne rečem, skoraj da rekonstituirati. So bila nekatera mesta, glede katerih smo se posvetovali in predlagali hipotetične emendacije, izboljšave, pri čemer pa se je zelo težko pravzaprav znajti, ker nimaš nobenega merila, ravno zato, ker je tako malo besedil sorodnega žanra ohranjenih. Besedilo je zanimivo v zelo mnogih pogledih, prav gotovo tematsko, teološko, zgodovinsko, pa tudi bi rekel literarno, teoretično, ne samo literarno, zgodovinsko, ker je zelo pestro. V njem najdemo neposredne navedke, seveda iz Svetega pisma, predvsem v njem najdemo cel kup verznih oblik, predvsem antičnih, jamskega scenarija, seveda heksametra, alkajske kitice in mnogih drugih, pa tudi kasnejših silabotoničnih verznih sistemov. Prevod je, kot je vedno v takšnih primerih, nekakšen kompromis med poskusom čim večje pomenske zvestobe pa ohranjanjem ali pa ustvarjanjem neke približno analogne estetske forme. Zdaj, kako pa se to v resnici bere, pa seveda ni na meni, da sodim.